pravzaprav ti je kanila ta zamisel o pisanju knjige? Meni sicer kapljam, ampak vse, kar se dogaja v mojem življenju, razen nepredvidenih emocionalnih izbruhov, ker ne znam šteti do 5585, da bi se umirila, ker izbruhnem takoj reagiram, ampak vse nosim jaz to v sebi. Zato ni čudno, moja statua je temu podobna, tudi moji široki duši. In jaz sem imela to v glavi enostavno. Jaz ne morem reči, da sem rodenovsko razmišljala, kaj bom pisala. Nič. Usedla sem se, začela pisati, naslednji dan. Pisala sem vedno dokler mi niso prsti tako stali, ne? Naslednji dan nisem nikoli prečitala to, kar sem prejšnji dan napisala in tudi moram reči, da do dan danes nisem prebrala moje knjige. Alenka, samo če bi razjasnila, ali pa Neca lahko, ker Neca ne živi v Mariboru, ampak v Ljubljani, pa naj Neca povedo. Zakaj je Neca slovenska? Ni slovenska pevka. Zadnje, tako je, jaz sem razseljena oseba, čisto. Pa kdo si je to nadel? Mi sami se to nadanejo, nam drugi nadanejo? Jaz nazadnje sem prebrala v enem članku, da sem najbolj štajerska pevka. Pa živim res že v Ljubljani dosti let. Ampak jaz sem še zmeraj štajerska pevka, meni je to fino. Samo zmeraj ta dodatek, ker je Alenka tudi rekla, štajerska. Pa sem skozi mislila, pa kaj je to? A je to razdeljeno na pol čisto? Ali meni so zmeraj rekla, zdaj si šla pa v Ljubljani, ne? Kako pa zdaj v Ljubljani, kje? Zmeraj so me s tem provocirali, pridem v Ljubljani, vedno rečejo, čuj, kaj te je zdaj v Mariboru? Skratka, ni jim jasno, kaj tu se vmes dogaja, mi smo pa svobodni duh, mi tavamo lahko kjerkoli, nam ni problem, nimamo mej, nimamo nobenih omejitev, nam je vedno povsod fino. Alenka, še nekaj, še gremo od štajerstva malo k tvojemu svetovljanstvu, ki je danes tako modna beseda. Ti si bila od mladih nog zavezana pomorstvu, hotela si iti na pomorsko šolo, kar je pomenilo predvsem zate potovati na ladji po vsem svetu, verjetno. Nisi si se predstavljala verjetno kje druge, ne, kot na ladjah teh med-oceankah, predvidevam, ne. Potem si pa seveda pristala v Islandiji, ker si bila v tovarni ribih konzerv, če drži to, kar pišeš, ali licencija poetika, ali predelavi rib. Predelavi rib. Jaz sem bila specialistka, za čiščenje ta velikih rib, ki niso bile tune še ne večje. Ne vem več nekih, pa vem, kak zgleda sem naredila. Glave si čista, glave rib. Ne, jetra. Specialistka za kak se reče, ablacijo jetra, odstranitev jetra. No, tudi to sem delala. Ti si po osnovni šoli zašla na kmetijsko srednjo šolo. Pravzaprav sem tu začuden, ko mi je tvoja sestra Lučka povedala, da si zašla na to šolo in ko mi je povedala še nekaj zgodb oziroma ozadja o tvojem očetu in o tvoji mami, ki sta bila tudi zagnana delavca, zlasti oče, ki je delal neko hiško na Pohorju, je bilo skoraj da normalno, da si se znašla sredi neke ruralne šole. In me zanima, zakaj si šla v to šolo in kaj si potem od te šole potegnila? Torej, meni se je zdelo zmeraj imenitno spomladi, ko je moj oče obrezoval drevje. Ker nikoli mi ni bilo jasno, kako je vedel, kje odrezati prav, da potem zacveti in obrodi. In ti se me fasciniralo do onemoglosti in sem rekla, v redu, itak ne vem, kam bi človek šel, naravo imam rada, pa grem na kmetijsko. Tam je bil takoj problem, zato ker tam so prišli kleni, ljudje z kmetij,
jaz pa tu tako rekoč skoraj da mestni človek. Pa so rekli, no, naj bo, malo romantike s tistim obrezovanjem, pa to se mi je zdelo že malo, no, da vidimo, kaj bo. No, in tako sem se jaz odločila, da bom študirala sadjarstvo in vinogradništvo. Od sadjarstva mi je ostalo to, da znam še kaj obrezati, od vinogradništva pa končni izdelek, mislim, da tisto še najboljši. Kaj se je zgodilo v teh desetletjih, da imamo danes večinoma popolnoma nesmiselna, banalna, bebava besedila? Časi so se spremenili. Danes je trgovina prva, se pravi potrošna roba. In take so tudi pesmice. So muhe enodnevnice, redke se obdržijo skozi leto dve. Ja, včasih so bila naročila, kjer so želeli imeti v radijskem arhivu določeno število novitet. In takrat so si pač mojstri, kot smo jih našteli, od Pirjuška, Sepeta, Robežnika, etc., so imeli svojega pevca in so na nek način pač za njega naredili določene skladbe. In v glavnem takrat se pač tista zakladnica te slovenske popularne glasbe je nekako splahnela in v bistvu ni. In vse te novodobne stvari so pač času primerne, bom jaz rekla. Sej, človek si izbere tisto, kar želi in posluša tisto, kar ima rad. To smo že povedali. No, se to mislim.